10. maja je v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice potekalo poslovno srečanje slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov, ki so ga ob obisku predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja v Zagrebu, organizirali Gospodarska zbornica Slovenije, Hrvaška gospodarska zbornica in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Pomembnega srečanja se je udeležil tudi predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD, magister Kristjan Verbič z ekipo, ki je tudi ob tokratni priložnosti poskrbela za ustrezno predstavitev gospodarskih družb, institucij in investicijskih projektov, vključenih v njihova mednarodna investitorska programa Investo SE, Investo Slovenija in Investo Net, International Investors Network. V sklopu srečanja so zbrane, poleg predsednika Republike Slovenije, med drugim nagovorili tudi predsednik Republike Hrvaške, profesor dr. Ivo Josipović, in predsednika Hrvaške gospodarske zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Nadan Vidošević in magister Samo Hribar Milić. Kvalitetni politički odnosi se grade i mislim da smo danas u trenutku kad možemo reći da su oni veliki prijepori koji su postojali između dvije države iza nas. Možda neke još nismo do kraja riješili, ali smo našli mehanizme kako da se riješe i rekao bih da danas ta velika, pod navodnicima, pitanja više nisu ozbiljni politički problem. Znamo da su tu, ali i znamo da će se ovako ili onako riješiti. Odločilnega pomena je, da smo iz dveh sosednjih držav, ki naju je kot sosede postavila usoda, postali iskreni prijatelji in da vse probleme, ki so in ki bodo nastali, znamo reševati v duhu medsebojnega zaupanja in bona fide, v dobri veri. Slovenija Hrvatskoj je veliki trgovački partner. Mi smo danas došli negdje u našoj razmjeni, negdje na pola onoga što smo imali recimo prije 24 godine. Ali su to itekako značajni i veliki brojevi. Mi smo jedni drugima važni kao investitori. Među najznačajnijim investitorima u Hrvatskoj je Slovenija i Hrvatska je važan investitor u Sloveniji. 1% dober bruto domačega proizvoda namenjamo za to, da Evropska unija funkcionira. Mnogo manj, kot smo ga nekdaj plačevali v Beograd, in od tega enega dobrega odstotka dobivamo mnogo teh sredstev in predvsem nekih razvojnih priložnosti tudi nazaj. Že z tega stališča je delovanje v državi, ki presega 500 milijonov prebivalcev, kjer poslujemo brez meja, kjer je prost pretok ljudi, storitev, blaga in kapitala, izjemno priložnost. V tem okviru seveda so pa regionalna zavezništva, še posebej, če so osnovana na kulturnem sodelovanju, na tradiciji, na dobrem poznavanju in predvsem na prijateljstvu, lahko izjemno pomembna. In v tem vidim največjo perspektivo vašega vstopa, spoštovani prijatelji in sodelavci iz Hrvaške, ko vstopate v Evropsko unijo. Da bomo skupaj lahko izkoristili sinergije, ki obstojajo na tem prostoru, interes, ki obstoja na tem prostoru in nazadnje tudi voljo, da delujemo skupaj. Evropski fondovi su prilika da Hrvatska i Slovenija zajedno uđu u neke ozbiljne i velike projekte. Možemo intenzivirati suradnju na nekoliko područja, dozvolite evo da spomenem neka, automobilska industrija, industrija metala, pitanje energetike. Nadalje, postoji mogućnost povezivanja nacionalnih maloprodajnih lanaca. Isto tako, dobra je perspektiva suradnje Riječke i Koparske luke, vjerojatno zajedno i sa lukom u Trstu, i neki mogući zajednički logistički holding bi sasvim sigurno bio nešto što bi se isplatilo svim stranama. Ob tej priložnosti je 17 podjetij iz obeh držav podpisalo pismo o nameri o ustanovitvi Centra za učinkovite energetske rešitve. Vsekakor so klasične investicije v gradbenem sektorju v zatonu. Prihajajo pa investicije v prenove in predvsem v energetske prenove. Kajti te prinašajo dve stvari. Eno je klasični investicijski zagon, recimo gradbenega in z gradbeništvom povezanega sektorja. Po drugi strani pa z investicijami v energetsko varčnost nadomeščamo investicije v povečano proizvodno energije. Kajti, če vemo, da bo do leta 2020 poraba energije 20% večja kot je danes, potem potrebujemo 20% novih kapacitet.
Alternativna rešitev temu je, da zmanjšamo porabo, ohranimo kvaliteto, ampak potem moramo investirati v smeri energetske varčnosti, se pravi zagotavljanje večje izolativnosti, optimalnejših kurilnih sistemov in tako naprej. In danes smo bili priča prvemu koraku, podpisu pisma o nameri, da bomo do konca letošnjega leta na Hrvaškem skupaj približno 20 podjetij odprli takšen center energetskih rešitev z nalogami osveščanja, izobraževanja, svetovanja, financiranja in izvajanja posameznih projektov. V to CER inicijativo so v Zagrebu vključene tako slovenska kot hrvaška podjetja in veselje mi je, da je to razmerje skoraj pol-pol. Glede na to, da bo Hrvaška črpala kar nekaj kohezijskih sredstev tudi na področju energetsko-varčnih investicij, si lahko obetamo veliko področje investicij na tem delu. Tokratni dogodek je minil v duhu vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo, zato so se predstavniki preko 70 slovenskih in hrvaških podjetij lahko udeležili okroglih miz oziroma razprav na temo priložnosti in spodbujanja razvoja preko skladov Evropske unije in projektov medsebojnega sodelovanja. VZMD vabi zainteresirane gospodarske družbe, institucije, skupnosti in posameznike, da izkoristijo možnosti sodelovanja in vključitve informativnih in promocijskih materialov ter investicijskih projektov na spletne portale, v gradiva in priložnostne revije Investo Expo ter dogajanja ob tokratni in številnih drugih predvidenih priložnostih, ki jih pripravljajo v okviru obeh mednarodnih investicijskih programov v letu 2013.